Naredi to zdaj. Ne jutri, ne ko boš pripravljen, ne ko boš imel več časa zdaj. Joe Dispenza pravi, da največja moč, ki jo ima človek, ni v tem, kaj dela, ampak v tem, kaj govori sam sebi, ko nihče ne posluša. Tvoj notranji dialog ustvarja tvojo realnost. In če želiš spremeniti svoje življenje, moraš najprej spremeniti način, kako govoriš s sabo. Vsaka misel, ki jo izgovoriš v svoji glavi, je ukaz tvoji biologiji. Vsaka beseda, ki jo usmeriš vase, je seme, ki se zasadi v tvoje nezavedno. In tvoje nezavedno ne presoja, ali je nekaj res ali laž, preprosto sprejme kot resnico. Če si vsak dan govoriš, da nisi dovolj, tvoj in tvoje telo to verjameta. Če si vsak dan govoriš, da ne boš uspel, tvoje telo proizvaja kemijo neuspeha. In tako postaneš ujetnik lastnih besed. Joe Dispenza razlaga, da večina ljudi vsak dan vodi isti notranji pogovor. Prebudiš se in že v prvih nekaj sekundah pomisliš, spet isti dan, iste težave, isti jaz. In s to mislijo aktiviraš isti tok hormonov, ki ustvari isto čustvo. In to čustvo te spomni, kdo misliš, da si. In vse se ponovi. To je zanka zavesti, ki se ne konča, dokler ne spoznaš, da jo lahko prekineš. Ko se zjutraj prebudiš, imaš priložnost, da se pogovoriš s sabo drugače. Ne kot žrtev svojih okoliščin, ampak kot ustvarjalec. Ko rečeš, danes bom izbral mir, tvoje telo začne proizvajati drugačne kemikalije. Ko rečeš, zaupam življenju, tvoj živčni sistem preide v stanje varnosti. In ko si rečeš, vreden sem ljubezni, uspeha, obilja, se tvoje srce odpre frekvenci, ki te uskladi z vsemi temi stvarmi. Joe Dispenza pravi, če želiš spremeniti svojo prihodnost, se moraš začeti pogovarjati z njo. To pomeni, da se moraš naučiti govoriti z verzijo sebe, ki že živi tisto, kar želiš. Ne s tisto, ki dvomi, ampak s tisto, ki verjame. Če si danes govoriš, nisem dovolj dober, boš jutri živel dokaze tega prepričanja. Če pa si rečeš, vsak dan postajam močnejši, bo tvoj začel iskati dokaze, da je to res. Tvoje besede so most med starim in novim jazom. Če boš nadaljeval govoriti o svojih strahovih, jih boš ohranjal pri življenju. Če boš govoril o svojih možnostih, jih boš priklical v realnost. Besede so vibracija. In vibracija pritegne tisto, kar ji ustreza. Ko si govoriš, nikoli mi ne uspe, oddajaš frekvenco neuspeha. Ko si govoriš, vse se mi dogaja proti meni, oddajaš frekvenco odpora. A ko si rečeš, življenje je zame, se svet začne odzivati drugače. Ni zato, ker bi se zunanji svet spremenil, ampak ker si se ti. Joe Dispenza nas uči, da nezavedni deluje kot program. In največji del tega programa so tvoje besede. Če hočeš prepisati program, moraš spremeniti jezik. Tvoje telo ne posluša tega, kar želiš, posluša to, kar ponavljaš. Zato se ustavi za trenutek. Poslušaj, kaj si govoriš čez dan. Ko pogledaš v ogledalo, kaj si rečeš? Ko nekaj ne gre po načrtu, kaj si rečeš? Ko se primerjaš z drugimi, kaj slišiš v sebi? Ta glas, ki govori v ozadju, vodi tvoje življenje. Če želiš ustvariti novo resničnost, se moraš naučiti postati novi sogovornik samemu sebi. Ko se tvoj notranji glas spremeni, se spremeni vse. Ko si rečeš, zmorem, se tvoje telo sprosti. Ko si rečeš, zaupam, tvoje srce utripa drugače. Ko si rečeš, sem varen, tvoj neha iskati nevarnost. In v trenutku, ko začneš govoriti z ljubeznijo, se tvoj notranji svet začne zdraviti. Joe Dispenza pogosto pravi, da tvoj ne razlikuje med resničnim in zamišljenim. Če si rečeš, sem miren, tvoj to zazna kot resnico in začne sproščati hormone miru. Če si rečeš, vse gre narobe, tvoj sprosti stresne hormone. Ti si tisti, ki izbiraš, kateri program bo aktiven. Zato danes naredi odločitev, govori s sabo, kot bi govoril s človekom, ki ga ljubiš. Povej si besede, ki jih želiš slišati. Povej si, da je vse mogoče, da si vreden, da si dovolj. Ne čakaj, da ti to pove svet. Svet bo vedno odseval to, kar ti verjameš o sebi. Tvoje besede ne ustvarjajo samo tvojega razpoloženja,
ustvarjajo tvojo energijo. In tvoja energija ustvarja tvojo realnost. Če si vsak dan govoriš, sem hvaležen, sem v miru, sem moč, tvoje polje postane magnetno. Privlači ljudi, priložnosti in okoliščine, ki se ujemajo s to vibracijo. Ko Joe Dispenza govori o ustvarjanju, ne govori o miselni igri, govori o kvantnem procesu. Vsaka misel je val. Vsaka beseda je signal. In vsak signal se širi v polje. To polje vedno išče skladnost. Če je tvoja vibracija strah, boš privlačil situacije, ki potrjujejo strah. Če je tvoja vibracija hvaležnost, boš privlačil okoliščine, ki potrjujejo hvaležnost. Tvoj notranji dialog je tvoj energetski podpis. In svet ti vedno vrača to, kar pošiljaš. Zato nehaj govoriti z jezikom preteklosti. Govori z jezikom prihodnosti. Če želiš obilje, se z njim pogovarjaj. Reci, hvala za obilje, ki prihaja. Če želiš zdravje, se z njim pogovarjaj. Reci, moje telo se zdravi vsak dan. Če želiš ljubezen, jo kliči. Reci, sem ljubljen in dajem ljubezen brez strahu. In ko te besede postanejo tvoje navade, se bo vse okoli tebe začelo spreminjati. Tvoje telo je tvoj poslušalec. Ne razlikuje med ukazom in željo. Če mu rečeš, ne zmorem več, se bo utrudilo. Če mu rečeš, sem poln energije, bo začelo proizvajati energijo. Če mu rečeš, zdrav sem, bo začelo delovati v smeri zdravja. Joe Dispenza nas opominja, da to ni magija, to je biologija. Tvoja zavest in tvoje telo sta eno. In ko začneš govoriti z zavestjo, tvoje telo sledi. Če si danes na točki, kjer ne veš, kako naprej, začni tukaj. Z eno samo mislijo, z eno besedo. Reci si, vse je v redu. Reci si, vesolje deluje v mojo korist. Reci si, sem pripravljen sprejeti vse, kar mi pripada. In začutite besede. Ne le kot stavek, ampak kot resnico. Če boš to ponavljal dovolj dolgo, bo tvoj notranji glas postal tvoj zaveznik. In ko postane tvoj tvoj prijatelj, nič več ne more stati med tabo in tvojimi sanjami. Če te je to sporočilo dotaknilo, če v sebi čutiš, da želiš vsak dan graditi moč, mir in zavest, naroči se na ta kanal. Tukaj boš našel besede, ki te bodo vračale k sebi, k tvoji resnici in k tvoji ustvarjalni moči, ki nikoli ne spi. Ko se naučiš govoriti s sabo na nov način, začneš preoblikovati vse. Tvoj notranji svet postane tvoj zaveznik, ne tvoj sovražnik. Joe Dispenza pravi, da tvoj ni tisti, ki te omejuje, ampak besede, ki jih uporabljaš, da mu poveš, kdo si. Če si vsak dan govoriš iste zgodbe, živiš iste rezultate. Če želiš nov rezultat, moraš ustvariti nov pogovor. Besede, ki jih izgovarjaš, niso le zvok. So vibracija, ki nosi informacijo. In ta informacija potuje skozi tvoje telo, tvoje celice, tvoj energijski sistem. Ko si govoriš, sem miren, tvoje telo to začuti. Ko si govoriš, sem vreden, tvoje srce reagira. In počasi tvoja frekvenca postaja skladna z energijo, ki jo želiš živeti. Tvoje telo je inteligentno. Posluša te. In vedno sledi tvoji energiji, ne tvojim izgovorom. Ko si rečeš, poskušam biti pozitiven, tvoje telo sliši, še nisem. Ko pa si rečeš, sem mir, tvoje telo sliši resnico, ki je že tukaj. To je moč sedanjosti, ne govoriti, kaj želiš postati, ampak kdo že si. Joe Dispenza razlaga, da ko govoriš v jeziku prihodnosti, tvoje telo in tvoje polje postaneta antena, ki oddaja novo frekvenco. In ko to počneš dovolj dolgo, začneš doživljati sinhronosti, naključja, čudeže. Ni zato, ker bi se svet nenadoma spremenil, ampak ker si ti prenehal govoriti v jeziku preteklosti. Največja napaka, ki jo ljudje delajo, je, da govorijo s sabo tako, kot bi govorili s sovražnikom. Kritizirajo se, dvomijo, obsojajo. Toda tvoje telo ni tvoj sovražnik. Je tvoj dom, tvoj partner v ustvarjanju. Če ga hraniš z ljubeznijo, bo zacvetelo. Če ga hraniš z jezo, bo ovenelo. Ko se zalotiš, da si govoriš nekaj negativnega, se ne kaznuj. Samo spremeni ton. Namesto ne zmorem več, reci, učim se, kako nadaljevati.
Namesto nikoli ne bom dovolj dober, reci rastem vsak dan. To ni samo pozitivno razmišljanje, to je ponovna programacija. Vsakič, ko spremeniš eno misel, spremeniš kemijo svojega telesa. Vsakič, ko spremeniš stavek, spremeniš signal, ki ga pošiljaš v polje. In počasi se tvoj notranji svet začne usklajevati z realnostjo, ki jo želiš. Joe Dispenza pravi, da moraš postati zavestni arhitekt svojega notranjega dialoga. Tako kot slikar izbira barve, ti izbiraš besede. Če izbereš črno, bo tvoja slika temna. Če izbereš svetlobo, bo tvoj svet svetel. In če izbereš hvaležnost, bo tvoja realnost polna razlogov za hvaležnost. Ko zjutraj vstaneš, ne dovoli, da tvoj stari jaz začne govoriti prvi. Dihaj, zapri oči in izgovori stavek, ki bo postavil ton dneva. Reci, danes sem miren. Danes sem odprt za čudeže. Danes sem magnet za dobro. In opazuj, kako se vse v dnevu prilagodi temu. Če si rečeš, to je brez smisla, boš iskal dokaze, da je brez smisla. Če si rečeš, vsak dan se nekaj lepega zgodi, boš začel opažati male stvari, ki jih prej nisi videl. Svet se ne spremeni, spremeni se tvoja pozornost. In pozornost je energija. Ko se zaveš, kako močne so tvoje besede, postaneš previden. Ne zato, ker bi te bilo strah, ampak ker razumeš, da je vsaka beseda seme. In zdaj sadiš zavestno. Govoriš z ljubeznijo, govoriš z močjo, govoriš z resnico. Joe Dispenza nas opominja, če ne govoriš sam sebi, tvoj stari jaz govori namesto tebe. In tvoj stari jaz želi preživetje, ne rast. Hoče znano, ne novo. Zato moraš postati glas, ki preseže navado. Moraš postati ustvarjalec v hrupu svojega uma. Ko boš to počel nekaj časa, se bo zgodilo nekaj čarobnega. Tvoj notranji dialog se bo spremenil sam od sebe. Namesto da bi moral zavestno izbirati pozitivne misli, bo tvoj avtomatsko izbiral ljubezen, mir in vero. To pomeni, da se je tvoj program spremenil. In takrat postaneš svoboden. Tvoje besede so tvoj zakon. Če si rečeš, sem prepričan, svet ti bo dal razloge za prepričanje. Če si rečeš, sem izgubljen, svet ti bo pokazal zmedo. Če si rečeš, sem v procesu preobrazbe, vesolje se bo uskladilo, da ti to omogoči. Tvoje življenje je odziv na tvoj notranji glas. Zato začni govoriti z notranjim tonom, ki te navdihuje. Govori si, kot bi govoril otroku, ki se uči hoditi s potrpežljivostjo in nežnostjo. Reci si, v redu je, če ne vem vsega. Učim se. Reci si, v redu je, če padem. Pomembno je, da vstanem. Joe Dispenza nas uči, da ni nič močnejšega kot človek, ki govori resnico s srcem. Ko si rečeš, sem hvaležen, da sem živ, tvoje celice poslušajo. Ko si rečeš, sem odprt za ljubezen, tvoje srce vibrira višje. Ko si rečeš, sem mir, tvoj živčni sistem počiva. In ko to ponavljaš vsak dan, postane to tvoja nova normalnost. Ne čakaj, da boš popoln, da začneš. Začni zdaj, s tem, kar imaš. Tvoj glas, tvoje misli, tvoj dih, to je tvoja moč. In če boš vztrajal, se bo tvoje življenje spremenilo bolj, kot si lahko predstavljaš. Če dvomiš, spomni se, vsak velik ustvarjalec je moral najprej verjeti vase, preden so verjeli drugi. In vsaka transformacija se začne z enim stavkom. Morda danes tvoj stavek zveni majhno, sem vreden. Zaupam. Ljubim življenje. A v teh besedah je energija, ki premika svetove. Zdaj zapri oči. Dihaj. In reci si v sebi, zaslužim si dobro. Vesolje me podpira. Moja energija ustvarja čudeže. Občuti to. To ni ponavljanje, to je ustvarjanje. Ko boš čez čas pogledal nazaj, boš razumel, da se ni spremenil svet, spremenil si se ti. In ko se spremeniš ti, svet ne more ostati isti. Če te je to sporočilo doseglo, ni bilo naključje. To je tvoj znak, da začneš danes. Govori s sabo tako, kot bi želel, da svet govori s tabo. Govori z vero, z močjo, z ljubeznijo. In če čutiš, da želiš vsak dan krepiti to povezavo,
da želiš zgraditi notranji dialog, ki te bo vodil v mir, uspeh in obilje, naroči se na ta kanal. Tu te bodo čakala sporočila, ki te bodo spominjala, da tvoja moč ne spi, čaka, da jo prebudi tvoj glas. Ne pozabi, besede, ki jih govoriš danes, so življenje, ki ga boš živel jutri.